Dober dan, gospod Emil Milan Pintar. Vidim, da imate že Dan. pripravljeno pipico. Ja, spada zraven. Vi sodelujete v Sintezi, v koaliciji civilne družbe za prenovo. Kako sodelujete s strankami in listami pred volitvami? In me zanima, ali vam sploh kaj prisluhnejo, ker vi imate zelo dobre ideje. Ja, mogoče beseda sodelovanje s strankami prehuda. Takole bom povedal. Glejte, mi zadnje 2 leti se ukvarjamo predvsem s tem, da smo pripravili predlog novega volilnega sistema. Mislimo namreč, da je ta naša politična elita utrujena, iztrošena, da se vrti v praznem, da je izolirana od ljudi in da je verjetno osnovni razlog za tako situacijo volilni sistem, ki so si ga stranke prilagodile po svojih potrebah in zdaj v bistvu zmeri same sebe kandidirajo. Zdajle ste slišali za mene, bom rekel, tragično novico, da so skoraj vse politične stranke bodo na te volitve kandidirale vse svoje poslance iz tega sklica. Hkrati pa vemo, da je bil ta sklic državnega zbora daleč najslabši od vseh v neodvisni Sloveniji, nesposoben, spletkarski, egoističen in tako dalje. In vse to se bo obnavljalo. Zdaj, kako smo mi reagirali? Mi smo organizirali eno posebno serijo pogovorov z vodji teh političnih strank, parlamentarnih, neparlamentarnih, tudi nekaterih manjših, in smo 2-krat na teden, torek, četrtek, šli praktično skozi razgovore z vsemi temi predsedniki, pri čemer je naš del vprašanj se gibal v glavnem. Prvič, kaj mislite o tem predlogu novega volilnega sistema? Drugič, ste pripravljeni sodelovati, da ga dokončno uskladimo? In tretjič, boste pomagali aktivno, konstruktivno, da organiziramo referendum o tem sistemu, ker mi mislimo, da volilni sistem ne sme biti dogovor med političnimi strankami, toliko bolj, ker bi ga te rade sklenile pod mizo, ampak mora biti dogovor med državljani in politiko, državljani in strankami. In mi seveda v našem predlogu to relacijo odpiramo, omogočamo državljanom, da direktno postavljajo kandidate, da jih v vsakem volilnem okraju po enega tudi direktno izvolijo. S tem dobimo popolnoma drugačno situacijo. Volivci bodo poznali svojega poslanca, vsak volilni okraj bo imel svojega poslanca, kar zdaj ni primer. Zdaj imamo cele pokrajine belih lis, kjer ljudje nimajo svojega poslanca. In seveda želimo tudi, da tam, kjer bomo na ravni volilnih enot volili na osnovi list, da uveljavimo prednostni glas in da seveda lahko na listi izberemo človeka osebno, ne pa listo. Posebno pozornost smo posvetili povečevanju ali pa določilom, ki definirajo odgovornost in obnašanje poslancev, tako daleč, da smo šli v možnost zamrznitve mandata, kadar poslanec se ne obnaša v skladu s pravili igre, še več odpoklica poslanca in celo, če državni zbor odpoklica, ki bi ga moral izpeljati, ne izpelje, možnost odpoklica celega državnega zbora in nove volitve. Jasno je, povsod v svetu je to normalno, da ima civilna družba, da imajo državljani nekakšne možnosti nadzora nad tekočo politiko. Če ta politika nima javnega nadzora, potem seveda se zelo, zelo hitro začne obnašati po svojih interesih, ne pa po interesih družbe. Tako da mi smo zdaj imeli kontakt z vsemi predsedniki
strank. Vendar ne bi rekel v tem smislu. Pokazalo se je, da zelo previdno sprejemajo te ideje. Razlog je očiten. Naš model volilnega sistema seveda jemlje nekatere privilegije strankam. Glejte te absurdne privilegije. Neka parlamentarna stranka njej zadošča, da ji 3 poslanci podpišejo kandidatno listo in je ona potrjena. Če se pojavi neko gibanje, zdaj je zelo močno to gibanje nestrankarska ljudska lista, to gibanje mora v vsaki volilni enoti zbrati po 1000 podpisov. To je 8000 podpisov. To enostavno ni korektno, to je nemoralno politično gledano. Samo zato, da bi stranke preprečile, da se sploh pojavi kakšno tako gibanje enakopravno na volitvah in da konkurira. Te stvari želimo odpraviti in jasno, da stranke tega ne sprejemajo, z veseljem sprejele bojo, če bodo prisiljene, in prisiljene znajo biti, ko bodo tele volitve končane, ko bo cela vrsta strank ugotovila, da seveda ta sistem njim ne daje nobenih možnosti. Katere stranke se vam pa zdijo, da bi najbolj upoštevale vaše nasvete od sinteze? Težko je to reči, tudi ne gre za upoštevanje nasvetov. Veste, stranke imajo nek obrazec obnašanja in ta obrazec obnašanja je tako krut, da celo gibanja, ko se spremenijo v politične stranke po letu 2, se začnejo obnašati kot stranke. Dejansko stranke vodijo, bom rekel, zelo parcialni interesi neke vrhuške nosilcev stranke. In ti so v vsakem primeru ogroženi. Njih ne poznamo stranke, za katero bi rekli, v tej stranki pa prevladuje zelo jasno nek demokratičen način dela, pa neko zanimanje za tisto, kar je za Slovenijo dobro. Poglejte, ko gledate glasovanje in poskušate analizirati, kako stranke glasujejo, ugotovite, da skoraj nikoli ni narejena analiza, kaj pa to pomeni za Slovenijo. Kaj pomeni kratkoročno, kaj pomeni dolgoročno. Še celo, ko se ljudje dvignejo in na referendumu onemogočijo, da bi nekdo uveljavil svojo vizijo vode, ki mu bo omogočila prodajo še tega skoraj zadnjega elementa, ki ga imamo. To strank ne zanima. To so morali ljudje preprečiti. In če gledate drugače, kaj smo v teh 20 letih, kaj je temeljna stvar, ki so jo stranke delale? Polastile so se premoženja, ki je bil last državljanov, ker delavci so bili lastniki podjetij, skozi nek sistem so ga spremenile v državna podjetja in prodale in živele od tega denarja. Ta družba naša je zadnjih 20 let živela predvsem od prodaje podjetij v tujino. In če zdaj gledate, kam gredo predlogi. Naprimer, če pogledate na zdravstvu, takoj rečejo, zdaj bomo pa količino tistih dni bolniških, ki jih mora podjetje plačevati, zmanjšali in prenesli to na družbo. Kaj to pomeni? Sprostili smo kapital, povečali dobičke kapitalov in obremenili proračun oziroma davke. Zelo jasno. Če pogledate tale predlog, ki ga je zdaj uveljavila vlada, o tem, kako bo dvignila plače, pa če pogledate realno, je rekla, zdaj bom pa jaz unim, ki imajo srednje velike plače, dala po 100 evrov, da ne bodo kričali, ker bom onim, ki imajo visoke plače, po 5000 evrov, dala še 1000 evrov zraven.
Mislim, spet je to odločanje v korist kapitala. Da sploh ne govorimo o zdravstvu, šolstvu, to so tipični primeri, ko pravzaprav politične stranke dovoljujejo, da se tu uveljavlja kapitalska logika, ne pa da tu velja eno sorazmerje, ki šele omogoča neko socialno mrežo in obvladovanje družbe pravzaprav skozi milejšo obliko dogajanja, ampak polagoma se pri nas zaostruje. In ta stranka, ki je zdaj na oblasti, to počne na grob način, vendar ta neoliberalizem je na nek način ugrajen v delovanje tudi strank sredine in celo levo od sredine ali leve sredine. Tudi v njihovih programih je izjemno veliko neoliberalistične logike, ki seveda na dolgi rok praktično uničuje družbo in povzroča, da se ta sesipa sama vase. To bo pomenilo celo vrsto negativnih pojavov, še se nam bo odlivala inteligenca. In zdaj je tako, veste, če v Ameriki človek, ki je doktoriral, gre v Anglijo ali pa diplomiral in gre v Anglijo, tam je to ena stvar, on je diplomiral na svoje stroške. Če pa pri nas ta človek, ki ga je ta družba 20 let na nek način financirala, da je doštudiral, gre v tujino, pa odnese ves ta družben kapital v tujino sabo. Jaz seveda nisem za to, da se prepreči, da človek gre v tujino, vendar moramo razmisliti, da to ni isto. Tega tudi ne moramo reči s privatizacijo šolstva, ampak na nek način smo mi mnogo bolj prizadeti že samo skozi to. Pa se nam pa dogaja še drugo. Na vsakega človeka s visokošolsko izobrazbo mi uvozimo 3 ljudi in vsi 3 skupaj imajo manj šole kot ta, ki je šel, da sploh ne govorimo potem še o drugih problemih, kot so kulturni obrazci, jezikovna znanja in tako dalje in tako dalje. In z tega zornega kota mi, če ne bo dejansko v Sloveniji prevladala ena drugačna politična filozofija, ne moremo kaj dosti pričakovati. Zdaj ta ne more prevladati ob taki politični eliti. In ta politična elitija se zmeri znova revitalizira skozi volitve ob takem političnem sistemu. Ko to misel potegnemo nazaj, vidimo, da je sprememba volilnega sistema je pravzaprav na nek način krucialno dejanje. Danes stranke ne dobijo dobrih kandidatov. Pametni ljudje nočijo iti v politiko. Nekdo, ki ima obrt, ki ima znanje, ki ima kariero, nek profesor, gospodarstvenik, mu na misel ne pride, da bi šel v politiko. Kdo potem tišči v politiko? Kdo je rekel zdaj, da ja, prosilcem iz političnih strank, ki so iskali kandidate? Tisti, ki ima neke posebne interese v politiki. Mi bi pa ravno nasprotno želeli, da se politiko gredo tisti, ki imajo neke splošne interese v politiki, ne neke posebne, zasebne, parcialne in tako dalje. In tu, gledajte, je na nek način kritična točka bodočega razvoja Slovenije. Mi moramo vrniti ugled strankam, ampak takim strankam ga ne moremo. Mi moramo normalizirati razmerje med stranko in državljani, ampak te stranke tega ne bodo naredile. To se pravi, če obstoji šansa, potem obstoji šansa v nekaterih gibanjih, ki se zdaj porajajo. Imamo na primer gibanja, kot so nestrankarska lista, ljudska lista, ta sploh noče postati stranka, pa bo poskusila na volitvah, pogumno dejanje. Imamo gibanja, kot je bilo to gibanje žvižgača Galeta, oni so se odločili in so postali stranka,
ampak imajo še vse značilnosti ljudskega gibanja. Je še neki drugi gibanj, na nek način tudi to kranjsko. Zdaj, kakšna bo njihova usoda na volitvah? Jaz mislim, da bo zelo težak boj, da se bo katero od njih prebilo v parlament. Mogoče ima največ upanja nestrankarska ljudska lista. Mislim, da je najbolj demokratično organizirana in da njen vpliv seže najbolj globoko med državljane in volivce. Vi na Sintezi se predvsej ukvarjate s korupcijo, recimo drugi tir, predor in tako naprej, TEŠ. Kako preprečiti, da se bo ta korupcija spet uveljavila pri novih poslancih? A bi bilo fajn jih prav tej posebej izobraževati? Kaj predlagate? Glejte, Slovenija zadnja leta drsi proti čedalje višji stopnji koruptivnosti. Stranke sicer proglašajo, da imajo ničelno toleranco, ampak one zmeri mislijo, da imajo ničelno toleranco do korupcije v drugih strankah, ne v svoji. In ker vse tako mislijo, potem v politiki koruptivnost zelo, zelo hitro narašča. Zdaj mi koruptivnost nekako lahko razdelimo na dva dela, ali pa ta, rečemo, boljš gospodarski kriminal. Na tisti del, ko nekdo oškoduje nekoga drugega, manjšo podjetje, drugo podjetje, večje podjetje, manjše podjetje, te stvari so samo stvar predpisov. Mnogo večji problem je, ko pa gre za korupcijo v velikih sistemih in velikih investicijskih projektih, ki so financirani iz denarja državljanov. Tak projekt je bil TEŠ 6, tak projekt Karavanški predor, tretja razvojna os, tak je tudi drugi tir, to se pravi železniška proga Divača-Koper. Ti projekti so vsi preko, razen Karavank so preko milijarde, to je denar, velik denar. In tu gre predvsem za to, da bi se vzpostavil nek civilni nadzor. Zakaj? Ker je evidentno, da je prišlo do interesne povezave med izdelovalci načrtov, med izvajalci gradbenih del, med nosilci tega in med političnimi soodločevalci o projektu. Mi smo v Sintezi naredili dosti dobro forenzično analizo TEŠa 6. Po stopnjah, po dneh dražitve, kdo je takrat imel upravno moč, kdo je odločil in tako dalje. Ugotovili smo, da se je politična struktura TEŠ 6, ta nosilna, spremenila, logika pa ne. Kar pomeni, da je enako naraščala koruptivnost, ko so ta projekt vodile strukture iz leve politične opcije, to je prvo obdobje, in potem, ko so ga vodile iz desne politične opcije, to je drugo obdobje. Analiza toka denarja je pokazala, da je dejansko na nek način izpuhtelo skoraj $5 milijarde denarja. Mi smo o tem obvestili policijo, obvestili smo politiko. Vse je bilo tiščano navzdol, nihče ni smel. Policija je nazadnje dobila toliko odprtih, priškrtnenih vrat, da pelje postopek in raziskuje koruptivnost reda velikosti 2 do 3 milijone, ne 200 do 300 ali 400, kot je bila realna. Ne? To pomeni, da je nekdo v družbi sodeloval v politični strukturi, pa ne govorim zdaj ad personam, posameznik, govorimo o strukturi, da je nekdo sodeloval, da je ta denar zginil in bil namenjen za nekaj drugega. Konec koncev je dokaz, že ta dejalstvom priznal in bil pripravljen več 100 milijonov vrniti. Zakaj?
če ni bilo lažno nakazanih. Kam je šel ta denar? Tega politika ne želi raziskovati. Podobni razmer zdaj v drugem tiru. Zaradi Teša 6 je Sinteza pritiskala dnevno na vlado Miroslava Cerarja, ki je razumela ta problem, in so rekli: v redu, ustanovili bomo projektni svet za civilni nadzor. Mi smo mislili, to je fantastična stvar, zdaj bomo vendarle lahko spremljali podatke. In smo rekli, to je taka oblika, ki bi jo moral vsak velik projekt imeti. To se pravi skupino sposobnih na tem področju izobraženih ljudi, ki bo lahko spremljala izvedbo projekta in povsod, kodar se bodo pojavile velika korupcijska tveganja, o tem obvestila javnost in javnost bo pritisnila na nosilca projekta, ki bo moral to korigirati. To se ni zgodilo. Namreč pokazalo se je, da investicijski program, ki je bil pripravljen za ta projekt, ima celo vrsto lukenj, od katerih so nekatere posledica, rečemo strokovne nekvalificiranosti, nekatere pa evidentno posledica nameščenih podatkov, ki bi enkrat kasneje omogočala manipuliranje z denarjem. Bom povedal en tak podatek, čisto konkretno. V tem investicijskem programu je pisalo, da bo izkopan material, pa niso navedli niti točno koliko, odpeljan v Anhovo in da bodo stroški 50 milijonov. Mi smo začeli postavljati vprašanja. Prvič, koliko materijala? Drugič, kakšne vrste materijala? Tretjič, vsaka vrsta materijala ima svojo vrednost. Kubik gramoza stane 8 evrov in če mi govorimo o 4 milijonih kubikov, računajte, ni vse gramoz, nekatera so več, druga manj vredna vrsta, ampak tu so neka vrednost izkopanega materijala. Ko smo pregledali možnost, da se to transportira v Anhovo, smo gotovi, da je to čista neumnost. Prvič, vse tisto, kar ni lapor, Anhovo s tistim nima kaj početi. In bi bilo interesantno kvečemu za tiste, ki bojo delali beton za tunele. Drugič, transport tja je praktično skozi vasi oziroma prekladanje in je nemogoč zavesti material. In tretjič, tudi če bilo to mogoče, če vi pripeljete v Anhovo na njihov prostor vesta material, verjetno boste rekli, koliko da ste zanga. To se pravi, nekje morajo biti neki prihodki. Investicijski program teh prihodkov ni evidentiral. To pomeni, da je tu šlo za več 10 milijonov vrednosti, ki jo investicijski program ni hotel videti, ki bi se realno pojavila, vendar bi se pojavila samo v neki direktni obliki in zginila, program jo ne bi identificiral. Mi smo na to opozorili takratno ministrico za infrastrukturo, rekli, ja, to bomo mi takoj popravili, in naročila, da se to popravi, in niso popravili. In ona je mirno požrla, in ko je prenehala biti ministrica, je bil program še zmeraj enak. Mi smo na to upozorili novo vlado, novega ministra. Prejšnja je bila leva, nova je desna. Novo ministru razložimo in rekel, ja, to pa res ne gre, to bomo pa uredili. Čez 14 dni ni bilo odgovora. Mesec ni bilo odgovora. Zdaj 2 let. Popolnoma enako so prikrita sredstva vrednosti izkopanega materijala. To se pravi, gre za sistemsko korupcijo, za katero sta vedeli tako leva kot desna stran in nobena jo ni korigirala. In zdaj vi pravite, kako bojo te stranke ustavile korupcijo. Te stranke nameščajo korupcijo, te stranke sodelujejo v korupciji,
ne pa da jo bojo zmanjšale. In tega gospodarskega kriminala in korupcije ni mogoče ustaviti, ne da bi mi resetirali sedanjo politično elito in pripeljali korektne ljudi do pozicij poslancev, pa potem ministrov vlade in tako dalje. To je preprosto dejstvo. In če tega ne naredimo, bo naslednja vlada, ne glede na to, kjer se bo ravno tako pajdašila z temi strukturami, za katere vsaj za nekatere njih lahko mirne duše rečemo čist navadna mafija. In približno tretjino ministrov vsake od zadnjih vlad se je na ta ali drug način ali sodelovalo ali ujelo v mreže te mafije. Vi ste videli, takoj na začetku te vlade, ko je prišlo do razpisa velikih razsežnosti o nabavi medicinske opreme zaradi COVID-19, kaj se je zgodilo? Prava veselica korupcije. Veseli dan ali matiček se ženi s koruptivnim denarjem državnim. Državnim pomeni denarjem državljanov. Točno to je, pa je danes kaj razčiščeno. Pa se vi spomnite tistih zgodb o nekem famoznem kamionu, ki pelje ne vem koliko mask, nebeška pomoč, ki je zginila tisti trenutek, ko bi se morala realizirati. Pa se spomnite velikega govorenja, mi bomo to pošteno delali, nobenemu ne bomo naprej plačali. To je izjavil minister za gospodarstvo tisti dan, kot je po telefonu naročil temu, ki je moj prijatelj, pa plačajte avans v celoti. Še danes niso poračunana tista dejanja. Gledajte, in vi pravite, kako bo s korupcijo? Samo še slabše bo, če mi dejansko ne uspemo resetirati politične elite. Strank. To je nujno. In rečemo, nekaj časa bo upanje, ko bo prišla nova stranka v parlament, samo to smo mi zdaj četrtič doživljamo. Na ta način je prišla Jankovićeva, da bo prenesla natočila čistega vina. Na ta način je prišla Cerarjeva, potem je prišla od Šarca, zdaj bo to četrtič. Instant stranka z novimi kadri in vprašanje je, koliko časa bojo v tem gnezdu zdržali na svojih obljubah in koliko njih. To je vzorec političnih strank v Sloveniji, je vzorec slabe stranke. In je treba ta vzorec menjati. Ne gre samo za to, da ti ljudi menjaš. Če se v neki stranki pojavi človek, ki ga ni mogoče korumpirati, se človeka odstrani v 3 mesecih, pa vseeno, v kateri stranki je. To se pravi, ni to kritika ljudi, ampak strukture in to moramo zamenjati. Ne, se sem vas hotel vprašati, v primeru, če res slučajno uspe Ljudski listi, recimo, da pride se svojimi poslanci, ki bojo čisto novi, seveda, ne? Kako zdaj narediti, da se ne bojo te novi spet skorumpirali? Bi morali uvesti kakšno specialno izobraževanje, ker se ne vejo, kaj jih čaka, ne? Ali kaj predlagate? No, jaz mislim, da če bo uspelo, pa upam, da jih bo Ljudski listi, da bi prišla s 4-5 poslanci, meni praktično ne more po sedanjem sistemu, ali prideš s 4 ali ne prideš. Potem se bo prvo vprašanje, oni bojo oblikovali poslansko skupino neodvisni, to je prvo. Ali bo to gibanje dovolilo, da bo kdo od njih prestopil v kakšno drugo poslansko skupino? Ne, to pravijo, da ne bodo. Ne bojo dovolili, ne morajo pa preprečiti. To pomeni... Lahko odpokličajo poslance potem. Ne morajo odpoklicati po sedanji zakonodaji.
Nič ne morajo. To se je zdaj videlo ob teh manipulacijah, ki so se jih dovolili poslanci Desusa. To bi pomenilo, da je Ljudska lista kandidirala kukavičje jajce. Da je nekdo prišel skozi njihova vrata do tega. Jaz v to ne verjamem, jaz sem trdno prepričan, da so bili sposobni in so preverili, da so to njihovi ljudje, ne kukavičje jajca. To pomeni, imamo zdaj skupino neodvisnih. Zdaj oni bojo pod posebnim opazovanjem in pritiskom. To je prva stvar, ki je pozitivna. Druga stvar, njim bo gotovo treba informacijsko in tudi sicer moralno in psihološko pomagati, da bodo svoje pritiske zdržali. Ne gre toliko za izobraževanje. Gre za to, da oni čutijo, da niso sami, bojo pa na udaru. Seveda bojo na udaru. Vsaka vlada in tudi vsaka posamezna stranka bo poskusila njih pritegniti. Zdaj en del tega bo intelektualno poskus prepričati ljudi, en del tega pa tudi drugačen. Seveda se smo rekli, da so vse stranke nagnane k korumpiranju. To se pravi, bojo velike korupcijski pritiski na njih. In tukaj je stvar zdaj stranke, oziroma tega gibanja, te Ljudske liste, da ona dejansko bdi nad svojimi poslanci in da jih ne pušča same, da bi se morali sami izpostavljati pritisku. Da ima z njimi trajno sodelovanje, oni pa s svojim zaledjem, in da vsak pritisk dokumentirajo, vsak poskus korupcije prijavijo, in to je edini način, da oni preživijo. Če zaradi ljubega miru prvih poskusov korupcije in pritiska ne bodo prijavljali, bodo v naslednjem pravzaprav še mnogo pod večjim pritiskom. Zdaj, ali temu rečemo izobraževanje, jaz niti ne bi rekel toliko izobraževanje, jaz bi rekel, gre predvsem za neko sodelovanje ozadja s svojimi poslanci in poslancev, z ljudmi, ki so jih volili, da lahko govorimo, da oni čutijo, da so samo na bojni črti, medtem ko moralna moč je pa za njimi, niso sami. Ta občutek je tisti, ki jih lahko obvaruje pred tem, da jih požre ta pritisk korupcije, ki ga bodo stranke izvajale. Kaj mislite, kaj nas čaka jeseni? Volitve predsednika, težave s samooskrbo, izjemno draga energija in strah ljudi pred novo zimo, politični prepiri. Vse to nas čaka to jesen. Zlasti hudo, verjetno tudi nov val covida, jesenski. Ko se bo vse to povezalo, potem seveda nimamo prav bleščečih pričakovanj za jesena. Mene še najbolj skrbi to, da je Amerika uspela s to vojno, ki jo je več kot 10 let načrtovala in pripravljala in uspela vanjo zaplesti Rusijo in Ukrajino. S to vojno je Amerika dvignila ceno energije v Evropi za 30%, zdaj pa zna še za 20%. Zdaj je prva vesela ali pa prva novica, ki ni tragična, da so se Nemci uprli in niso hoteli pristati na to, da bi se odrekli ruskemu plinu in nafti, ampak samo pravijo, dolgoročno bojo delali na neodvisnosti od teh virov. To pomeni, da bo Nemčija, ob njej pa avtomatično tudi Italija, bodo še naprej uvažali ruski plin. To je malo zmanjšalo pritisk na ceno ruskega plina, vse skupaj malo zmanjšalo pritisk na ceno energije, vendar je ta cena šla gor za 30, pa še zna iti za 20.
To pa pomeni, da je vsak produkt narejen v Evropi, kmetijski ali industrijski, za 10 do 15% dražji, kot je bil. Ta produkt ni več konkurenčen ameriškemu, ni več konkurenčen kitajskemu in Evropo čaka dolgo obdobje stagflacije. Pomeni na eni strani visoko stopnjo inflacije, jaz računam, da bo šla od 4 do 7%, verjetno okrog 6%, že letošnje leto ali pa vsaj drugo, in seveda gospodarska stagnacija. Zakaj? Ko ti prepoveš nemško-ruske poslovne odnose, si ti ustavil pravzaprav tretjino evropskega dogajanja. Tu so bili veliki sistemi, ki so zraven jemali tudi male sodelavce. Če je Evropa pošiljala avtomobile v Rusijo, je bilo v teh evropskih avtomobilih 10% slovenskih izdelkov in tako dalje. To se ustavlja. Isto je na področju naprimer kmetijstva, isto je na področju zdravstva oziroma farmacevtike. To se ustavlja. Ko ti ustaviš te velike sisteme na tej relaciji, na drugih si pa podražil sisteme, te nujno čaka ekonomska stagnacija, ki se bo vlekla vsaj 5 let. Bo sicer začela ponovno rast, vendar rast na drugih podlagah in Evropa je tu udarjena. Ta vojna je pravzaprav fiasko evropske samostojnosti, neodvisnosti od Amerike. Evropa po odhodu Merklove, Macron še ni se toliko veljal, nima politika, ki bi se upal upreti Ameriki in ameriškemu informacijskemu imperializmu. To vidite zdaj, kaj so dosegli. Da mi sami smo se odrekli nabavi informacij iz Rusije. Potem imamo pa te smešne informacije. Na en stran velik pomp, vsi časopisi polni, Rusi zbombardirali porodnišnico, število žrtev nič. Ja, poslušajte, to ni resno. To pomeni, da so vedeli prej, ne da bo jih bombardirali, spraznili so porodnišnico, naselili vojsko noter, dobili obvestilo, da jo bojo od Rusov, umaknili vojsko in potem so zbombardirali to Postojanko. Ampak cela Evropa kriči, da je bila bombardirana porodnišnica z nosečnicami in otroki. To so tako prozorne laži. In mi bi imeli vsaj malo možnosti, če bi imeli informacije še z druge strani. Ne. Slovenija reče ne, mi bomo samo ameriške fake informacije objavljali. To, da niso rekli, ukinjamo slovensko televizijo in bo delala tu samo še BBC Earth ali pa BBC političen del. In to je grozljivo. In mi smo zdaj zavedli 1 milijon Slovencev v prepričanje, da so za to vojno krivi Rusi ali pa samo Rusi. Vojna je umazana. Vojno so začeli Rusi kot vojaško intervencijo. Na enak način, kot so začeli Amerikanci vojaško intervencijo v Irak. Bodimo se na jasnem. In tam je Slovenija sodelovala v tisti umazani koaliciji voljnih. Zdaj se gremo, kakšno moralo? Tam smo bili med okupatorji in agresivci, tu obsojamo agresijo. Gre za interese, skrb sta trešla interesa dveh hegemonističnih sistemov, ruskega in ameriškega. Trešla sta skrb na Ukrajini. Ukrajina je kolateralna škoda. To ni prvič. Te dva interesa sta trešla skrb leta 1944 na Jugoslaviji. Kaj se je zgodilo? Znala sta se zmeniti, pa sta rekla, ok, ne bomo vojne naredili v Jugoslaviji 50-50 interesi. In je bila Jugoslavija 30 let 50-50 Jugoslavija. Tukaj se niso znali zmeniti. Zakaj? Rusi so rekli, mi smo preveč ogroženi. Amerikanci so rekli, v naših interesih se ne bomo pogajali.
Putin je rekel, tudi o naših interesih se ne bomo pogajali. Jasno je bilo, da če se ne bosta pogajala o interesih, če se ne znata zmeniti za 50-50, da Rusiji ne ostane druga kot vojaška intervencija, da dobi politično in vojaško moč, s katere se bo pogajala. Saj se bo vojna končala s pogajanji. In končala se v takrat, ko bo Putin ugotovil, da ima pravzaprav zadost politične moči za enakovredna pogajanja. Njegovi cilji so jasni. Ukinite sankcije, nehajte govoriti o Krimu in Ukrajina mora biti neoborožena, nevtralna, ker je na meji med dvema hegemonističnima sistemoma. Pika. Če se jo boste dotaknili, če jo vtesili v NATO, bomo mi reagirali. Pozicije so jasne. In zdaj je samo možen, da en blok ne bo več dosti močan, da bi te pozicije držal. Je pa še nekaj. Ta zgodba o sankcijah, to je seveda na določen način lažna zgodba. Sankcije niso druga kot političen ekonomski pritisk ali političen pritisk na ekonomijo, na gospodarstvo. Amerika želi zmanjšati gospodarsko rast Rusije in seveda s temi sankcijami poskuša zaustaviti to rast. Vendar so sankcije po svoje zelo nevarna igra. Najprej je jasno, da so nekaj takega, kot so včasih bile te vojaške bazuke. Od spredaj je odletela granata, od zadaj je udaril kontraudarec. Smatrali so, da 70% škode naredi spredaj, 30% pa zadaj. Približno tako je to. Vsaka nemška ali evropska sankcija proti Rusiji lahko udari Ruse s 70% močjo, če udari tudi Nemčijo s 30%. In vse te sankcije so problematične že na kratek rok. Na dolgi pa sankcije deželo, ki jo izolirajo, praviloma učvrstijo in tehnološko pospešijo razvoj. Poglejte, ko je bila Nemčija blokirana in ni mogla do sladkorja, je iznašla postopek pridobivanja sladkorja iz pese. Ko ni mogla do mleka, smetane, je našla postopek pridobivanja margarine iz premoga. Tu se bo zgodilo isto. Ne bo nečesa Rusija dobivala, najprej bo poiskala alternativne vire, Kitajska, Mongolija in tako dalje. Drugič bo pa pospešila raziskave v tej smeri in to velikokrat pospeši notranji tehnološki in potem tudi gospodarski razvoj. Tako da te sankcije najbolj zaradi njih trpijo ti veliki bogataši, ki so zdaj pobrali te ladje, vendar sem jaz prepričan, da je to samo napihovanje. Nima pravne podlage in jaz mislim, da bojo dejansko se začele še zelo dolgi pogovori o tem, ali ti lahko kar nacionaliziraš to ladjo. Nacionaliziraš tujo lastnino, ker to je bistvo tega, da so zdaj zaplenili. Potem, če je to dovoljeno, potem bomo mi napovedali, ne vem, nekomu, ki je še manjši od nas, neke sankcije in šli nacionalizirali njegovo zadevo. Če bo prišel z ladjo, njegove osebna vozila, njegove vagone, ja, verjetno ne gre to tako. Kar pomeni, dajmo se strezniti, nehajmo misliti v obrazcih ameriškega informacijskega imperializma, dajmo realno pogledati informacije z obeh strani, pa poglejmo, kaj narediti. Tu pa je narejena pri nas napaka. Napaka je, da je Janša v Sloveniji že tako ali tako deprofesionaliziral v bistvu diplomacijo in jo je politiziral. Pokazalo se je, da nima najmanjšega občutka za ta mednarodni prostor. Torej je šel čestitati ameriškemu predsedniku za zmago, ki jo ni dobil, da je šel Nemcem čestitati za
v bistvu krščanskim demokratom za zmago, pa so bili poraženci. To, da je začel počenjati neumnosti z izjavami o Tajvanu, ker nimamo kaj dobiti in je tudi nemoralno. In Tajvan sam priznava na olimpijskih igrah zimskih, so nastopali pod firmo Kitajski Tajvan. In mi zdaj govorimo, da to ni kitajski Tajvan. Ja, to je popolna nesposobnost. In namesto, da bi bil tih in prepustil posel diplomaciji, kar je še ostalo profesionalne in nekaj jo je, se vtika v to in postaja vodilni v tem diplomatskem kontekstu svojo izpričano nesposobnostjo za razumevanje. Njega vodi sovraštvo. Sovraštvo, ki se stopnjuje začenja se v Murglah, nadaljuje se s partijo in dosega višek z Rusijo. Pa to sovraštvo ne more biti temelj slovenske diplomacije, lepo vas prosim, no. To je čista neumnost. In namesto, da bi mi lepo previdno, ker vemo, da je ta ruska vojna je nepotrebna in čedalje bolj umazana, vendar niso zanjo krivi samo oni. V tej situaciji bi se mi morali vprašati, kaj bo s Krkinimi tovarnami v Rusiji. Se vprašati, od kje bomo dobili plin in nafto. Tretjič, zdaj bojo vse države, ki so proizvajalke žita, ustavile izvoz. Kje bomo dobili jesen žito? Namesto teh vprašanj pa on sproži tako neumnost, zaprite nebo nad Ukrajino. Ja pa človek, ki ima 10 minut vojaške izobrazbe, ve, da se to ne da, če ne tvegaš direktnih spopadov NATO-vih lovcev in ruskih lovcev nad Ukrajino. Če to naredijo, je to 3. svetovna vojna. To je jasno ravno tako Putinu kot Bidenu, jasno je vsem, ki imajo 10 minut vojaške izobrazbe, samo slovenskemu premijeru ni, ker ga zaslepi sovraštvo od Murgel do Moskve in tem sovraštvu bruha take neumnosti, da človeku slabo, ko jih sliši. Oprostite, sem jaz to slišal, da je predlagal, sem se prijel za glavo, sem rekel, pa zakaj sem se jaz rodil v deželi, kjer lahko vladajo takle ljudje? Mislim, to je grozljivo. In to vojno vemo približno, kdaj se je končala, vemo, kako se je končala, vemo za tragično zgodbo. Ameriška avantura v Irak je koštala življenja 600 do 800 tisoč ljudi. Ampak Evropa prav, pa to so bili neki Arabci. Tukaj šteje zdaj najprej enega, pa potem po 10, po 100, zdaj bo štela v tisočih. Gotovo bo ta vojna imela 3 do 5 milijonov beguncev, pa približno 50 tisoč žrtev. Končala se bo, ko bo Putin ugotovil. In vsem je to jasno, če Zelenski ne bi igral takega nacionalnega vojaka, takega idola, Janševega razumevanja sveta, bi rekel, dobro, jasno je, NATO ne bo pomagal, nategnili so me, verjel sem, da nas Rusi ne upajo napast, ker je NATO tukaj, zdaj mu je postalo jasno, da NATO ne upa intervenirati, ker bo vojna, tudi Kitajci so rekli, pripravljeni smo sodelovati pri iskanju miru, kdor zna brati kitajsko filozofijo, ve, kaj to pomeni. To se pravi, NATO ne bo šel noter, Evropa je tako poražena, nima lastne vojske, tam okrog bo ropotala in tako dalje. In treba začeti pogajanja. In treba se vprašati, koliko smo zdaj tukaj popustili, eni in drugi, da se ta stvar konča. In tisti hip, ko bo ta Evropa in Amerika pripravljeni izjaviti, da sta pripravljeni garantirati neodvisno, vendar neoboroženo in nevtralno Ukrajino, bo tu zgodba končana. Ampak, glej, NATO, ki je bil najprej Severnoatlantski pakt, zdaj pa je ameriško vseevropski,
On se je postavil na čelo kriterija za sprejem Evropsko skupnost. Ko je Slovenija, ko smo kandidirali, jaz sem bil takrat še v politiki, pa par stvari vem iz tistega časa, ko smo rekli, ja, želimo iti v Evropo. To smo rekli tudi na zadnji partijski konferenci v Beogradu, želimo v EGS, ki je bila takrat. Ne? Kaj je rekel NATO? Rekel, ja, ampak najprej morate v NATO. Nobeden ne more v Evropsko skupnost, če ne gre prej v NATO. Ja, za božjo voljo, a smo mi na severnoatlantski obali, ali kje? Kakšno pravico ima NATO reči, ne morete v Združeno Evropo, če ne greste v NATO? Mislim, večji ko je NATO, bolj je samovšečen in bolj kot je samovšečen, bolj je nevaren. In NATO je tisti, ki ustvarja konflikte na meji z ruskim hegemonističnim sistemom. In Evropa te konflikte plačuje. Ta vojna je bila začeta z Janukovičem, končala, mislim, nadaljevala se je s 15.000 mrtvih v Donetsku, pa na drugih koncih vzhodne meje. Zdaj se bo končala z 10 do 30 tisoč mrtvih križem po Ukrajini in končala se bo s premirjem. In če želimo, da bo premirje trajalo, mora pristati Evropska skupnost, NATO, brez katerega Evropa ne sme tudi na WC iti, in Rusija, da garantirajo neoboroženo, nevtralno Ukrajino, ki bo mogoče enkrat lahko šla v Evropsko unijo, če bo postala Evropska unija neodvisna od NATO. Dokler je pa Evropska unija samo financer NATO, pa moralni podrejenec, tok časa jo pa Rusi tudi v Evropsko unijo ne bodo pustili. To je približno zgodba, kot jo vidi nekdo, ki ni odvisen od teh fake news, ki jih zdaj producira Amerika. Recimo Ljudska lista ima v programu izstop iz vseh teh svetovnih organizacij, ki škodujejo državljanom, recimo iz WHO-ja, pa iz NATO, pa še kakšnih finančnih ustanov. Mislite, da bo to možno izpeljati? Mislim, da ne. Zadnji poskus, da bi se razblinil dualizem vzhoda in zahoda, je bil Titov poskus, da se oblikuje pravzaprav nek pol neuvrščenosti. Ko je postal močan, ko je dosegel 70 in več držav, je seveda se povečal pritisk na njega in na posamične države in je začel razpadati. Ta trenutek so lahko male države izven teh sistemov samo po dogovoru velikih držav. Švica, recimo, pa nekatere druge oaze. Medtem ko druge države, da bi postali finančna oaza, nam prvič premalo zaupajo, drugič imamo premalo zrelo celotno to državljansko zavest in tretjič enostavno ni v interesu teh velikih sistemov. Tu se bi zelo težko skrival denar, zelo težko bi se nekatere stvari dogajale. To se pravi, Slovenija je obsojena na to, da je v nekih sistemih in nekih zvezah. WHO, jaz mislim, da iskati možnosti izstopa niti ne bilo potrebno. Tam se je treba bolj zavzemati, da WHO ne pride pod totalni ameriški nadzor. Ker ta ameriški izstop je bil samo dokazovanje, da niso več zadovoljni in da hoče imeti totalno vso oblast v WHO-ju. Zdaj so prišli nazaj in bojo v lik tega dosegli, odpustili bojo 10% ljudi, ki so prej bili za višjo stopnjo samostojnosti. Lahko se pa tudi obrne, no, ampak WHO se meni ne zdi pomemben, v smislu, da se ga morali bati ravno tako ne UNESCO in druge podobne organizacije. Druga stvar pa je seveda NATO,
pa evropski sistem. Tu, če se bo enkrat NATO vendarle, bi rekel, osredotočil na tisto, kar je njegova funkcija, to je obrambna naloga, potem NATO ne bo več držal vhodnih vrat v Evropsko unijo, potem mislim, da je bilo zelo koristno, da mi izstopimo iz NATO. NATO namreč ni sposoben preprečevati vojn med državami članicami NATO. To, kar mi mislimo in upamo, da je. Turčija in Grčija sta obe članici NATO, pa je bila vojna. In NATO ni bil sposoben preprečiti te vojne. Mi mislimo, da je NATO sposoben preprečiti, ne vem, hrvaško-slovensko vojno ali pa italijansko nasilje nad Primorsko. Jaz ne verjamem, da je to NATO sposobni, in vprašanje, če ga samo zato se splača vzdrževati. NATO, ja, če ne bi postal on iz obrambnega pakta agresiven vojaški pakt ameriškega hegemonizma. Tako kot je bila po svoje, kot je bil Varšavski pakt, na pol agresiven pakt ruskega hegemonizma. Vendar je ta propadel, s padom Poljske je postal nesmiseln, medtem ko seveda je NATO čedalje bolj agresiven in nevaren. Ampak mi, da bi pa šli iz Evropske skupnosti, se mi pa zdi docela nesmiselno. Mi imamo v bistvu ekonomijo, ki je v največji možni meri komplementarna, zlasti zdaj, ko smo večino lastnih podjetij prodali. In zdaj seveda izven Evrope skoraj ni moč preživeti, no, normalno. Tako da tu jaz mogoče malo drugače vidim. Skrbi me seveda ta transformacija NATO iz obrambnega mehanizma evropsko-ameriškega v napadalni mehanizem na evropsko-ruski meji. To pa je hudo. No, ampak za jeseni sem nekaj slišal, da se obeta recimo spet pandemija in da bo WHO imel pravico odločati o vsem po celi Evropi. Ne, tega se ne bo. Pandemija, jaz mislim, da se lahko računamo, da se lahko zgodi, verjetnost je večja, kot da se ne bo, da bi pa WHO odločil. To pa seveda je strašenje ljudi, ki mislijo, da svojo identiteto potrjujejo z odločitvami, ki so nasprotne nekim splošnim pogledom na to zadevo. WHO počenja dost, bi rekel, problemov v evropskem sistemu, ker je evropska farmacevtika dosegla umazan političen sporazum z evropskimi državami, da so seveda po celem svetu veljavne samo cepiva, ki jih proizvaja dejansko Evropska skupnost in Amerika. Noben še ni dokazal, da je bila ruska, kitajska, indijska cepiva slabša. Njihova stopna je reda velikosti, stopna učinkovitosti je reda velikosti evropskih zdravil. Zdaj nekdo bo rekel, ja, smrti pa prikrivajo. Seveda, to je zmeraj lahko na ta način diskvalificiraš nekoga. Ampak se vprašaš, koliko pa mi prikrivamo raznih oblik smrti, zaradi enega in drugega. Ampak spet je to ta fašistoidnost belske civilizacije, da nobena druga cepiva na svet ne veljajo kot samo ta, in to seveda je dodatnih
10.000 milijard farmacevtike v nekem daljšem obdobju. Ne. To so umazane igre. WHO pri tem, če je kaj poskušal, je poskušal prepričati razvite, dajte pa svoja cepiva dola. Ne. In jaz sem slišal celo za eno zelo zanimivo upozorilno izjavo, ki jo je dal predsednik Gebre. Je rekel, poslušajte, če ne boste videli cepiv afriškim državam, jih bodo dali Kitajci in Rusi. Potem se pa kar ne čudite, da kot je prišli vi dol, da bojo dol kitajske in ruske zastave. V tem smislu je upozoril. Ne? In res, če pogledate danes, nekatere afriške države so dobile bistveno več cepiv iz Indije, Kitajske, Rusije, kot iz Evrope in Amerike. Ne? Kar bo tudi treba enkrat analizirati, kam to pelje. Ker arhitektura politična sveta se tudi neopazno spreminja lahko, pa potem, ko enkrat vidimo, kaj je zraslo, smo pa zatečeni in začudeni. Ne smemo pozabiti, naprimer, da je Gana najhitreje rastoče gospodarstvo na svetu. In da je Gana edina država z odločitvijo, da se kriminal ne preganja. Kaj to pomeni za civilizacijske norme te družbe? Ampak tudi pomanjkanje, ki se obeta v Sloveniji, pa dvig cen, bo mogoče dobro, da nas bo prisililo, da se bo Slovenija malo bolj osamosvajala in poskrbela za svojo proizvodnjo vsaj hrane. Ja, če se bo zdaj vlada odločila, da se bo naslonila na državljane, potem je ta teza pravilna. Če se bo pa vlada še naprej obnašala dejansko neokapitalistično, potem bo pa naredila to, kar je zdaj delala. Zadolževala se bo in dejansko peljala Slovenijo v čedalje težji položaj. Ta vlada, mislim, ki pride, bi lahko naredila marsikaj. Mi imamo 10 do 20% dobre kmetijske zemlje neobdelane. Vprašati se je treba, kako mi lahko zainteresiramo Slovence, da to zemljo obdelajo. Ker to bi dvignilo našo stopnjo samo preskrbe z teh 40 na 60-70 odstotkov. Ne? Mi imamo ogromne količine zemlje, ki bi jo lahko v pametni razporeditvi spremenili na en stran v večje komplekse kmetijske in omogočili cenejšo obdelavo, na drugi stran pa v vrtičke in omogočili zelo učinkovito zasebno pridelavo, ki bi celo vrsto družin po eni strani materialno, po drugi pa tudi psihološko, čisto drugače oborožila za boj s pomanjkanji, ki prihajajo. Se vprašamo, koliko sadik, ne vem, paprik, paradižnika, fižola, to so neke osnovne stvari, krompirja. Koliko bo posamezna družina tega, ki ima priliko? Tule gledam Mengeško polje. En del veleprodukcija, ja, en del popolnoma neobdelano. Trava, ki ne služi niti preskrbi živine, ali pa sploh niti pokošena trava. Ne. Spremeniti to v vrtičke za Domžale in tako dalje, ti spremeni popolnoma bilančno sliko. Zato, ker mi nekaj pozabljamo, te številke, ki jih imamo, te številke tako niso realne.
Niso realne ne v pozitivnem, ne v negativnem. Mi naprimer rečemo, povprečen Slovenc popije toliko alkohola na leto. Katerega alkohola? Kje je zajet podatek? Podatek je zajet v trgovini. Zato imate na drugi strani deformiran podatek, da v Luksemburgu državljani popijejo 2-krat toliko alkohola kot Nemci. Zakaj? Zato, ker vsi Nemci kupujejo, pa vsi, ker taka in taka količina Nemcev, Nizozemcev in tako dalje kupuje alkohol tam. Podatek je zajet v trgovini. Da se pa mi vprašamo, koliko našega alkohola se proizvede in popije mimo trgovin. Ohoho. Isto velja seveda s krompirjem in z ostalim. Mi imamo podatke iz trgovine. Mi, ko iščemo podatek o krompirju, mi rečemo, ja, toliko krompirja letno uvozimo. Ampak podatek, ko ga pojemo, pa ni točen, ker mi ne pojemo samo krompirja, ki je prišel iz trgovine v kuhno, pa mleka, pa ne vem česa. In da bi se tega lotili, bi morali nehati gledati to skozi neokapitalizem, trgovino in tako dalje, pa iti v bistvo slovenskega načina življenja, definirati družino, definirati njeno prehrano in reči, glejte, tole bodo ključne zadeve naslednja leta, dajmo mi podpreti in subvencionirati to, da se bo splačalo pridelovati hrano. Ta dvig cene hrane bo po svoje pozitiven. Če bo država tudi usmerjala pravilno, kje bo cene bolj rasle, kje ne. Če bomo mi dopustili, da neke cene južnega sadja bolj rasejo kot cene krompirja, ni to nič hudega. Če se nam bo pa zgodilo obratno, da bo potovanje na kitajski zid še cenejše kot zdaj kruh, pa 3-krat dražji, potem pa nekaj ni v redu s ekonomsko politiko države, vlade. In tu jaz pravim, in tu pa naletimo na velik problem. Jaz sem šel zdaj skozi vse politične programe političnih strank. Lahko rečem, programi sploh niso tako zelo slabi. Kaj je problem? Nobena stranka nima kadrov za realizacijo teh programov. Mi imamo nikakršno kadrovsko kvaliteto političnih strank v smislu teh gospodarskih, kulturnih, političnih in tako dalje vprašanj. Program pa nebulozen. In tu se bo pokazalo, ali bomo dobili vlado, ki se bo spopadla s krizo, ki prihaja na realen način, ali bo šla v prepire, začela uvoze, če bo sploh lahko uvažala, in zadolžila državo še naprej. Jaz prav veliko optimist nisem. In kaj je vaš nasvet volivcem? Iti na volitve in ne voliti strank, ki kažejo na omrežjih lastno fašistoidnost. Naj se zavedajo ene stvari. Stranke na levi imajo najbolj radikalno stranko ločeno in deluje posebej. Pa še ta ni ne vem koliko radikalna, to je levica. Stranke na desni niso svojega radikalnega desnega neofašizma izločile iz svojih strank. In je prisotno v teh strankah, ki si lastijo pravico, da se imenujejo demokratične, pa socialne, pa ne vem, napredne, kot NSI deluje, pa je noter vpliv vsega tistega klera, ki ga je moral Frančišek trdo posekati, da je sploh vzpostavil normalno zadevo v sami cerkvi, kaj šele v družbi. Mi smo zadnjič imeli razgovor s gospodom Toninom. Jaz sem ga vprašal, sem rekel, kaj pa vi mislite o tem, ali je Slovenija dozorela za cerkven davek,
kar pomeni, da bi se cerkev financirala iz davka in ne bi več obremenjevala proračuna. Ne? Rekel, ne, jaz mislim, da je to, kot je, zelo dobro urejeno. Rekel, pa kaj pa je narobe, jaz sicer otroke vozim k verouku, ampak sam plačujem. Sem rekel, ja, ampak ne tistega, ki jih tam učijo. Mi plačujemo vse učitelje in tudi tiste za specialne vzgoje. Tako pač je. Ne? In sem rekel, kaj pa se vam zdi ta pogodba med državo in cerkvijo v redu? Jo, je rekel, čisto v redu. Po drugi strani pa je rekel, vas bom podprl, ko bomo šli za kombiniran sistem. Rekel, mi smo za kombiniran sistem. Nismo ne za eno, ne za drugo skrajnost. In ko govorimo o trku dveh globalnih interesov, levica iz meni nerazumljivih razlogov vztraja na sedanjem sistemu, ki je v bistvu proporcionalen, desnica pa hoče imeti direkten večinski sistem, pristaja k večjemu na dvokrožnost. Čeprav nisem prepričan, da bi ji ustrezal. Kakšen sistem ste prej omenil, kombiniran? Ja. S Toninom v zvezi? Ne, mi v političnem žargonu je kombiniran sistem tak, ki ima nekaj elementov proporcionalnega sistema, pa nekaj večinskega. Naš sedanji ima samo elemente proporcionalnega. SDS hoče samo večinskega. Ne? In tukaj trčita in se ne znata dogovoriti, da gremo v kombiniran sistem, kjer bi pol poslancev volili po proporcionalnem, pol pa po večinskem. Tako kot se ne znata Biden in Putin zmeniti, ker hoče NATO seveda sesut Rusijo. Ne? To je zgodba konfliktov, zgodba interesov. Ne? Lahko še kaj več o cerkvi pa o teh davkih poveste? O čem? O cerkvi. Ja, to je ena komplicirana zgodba. Ta notranja moralna struktura Vatikana, ki se je oblikovala skozi stoletja, je hudo obremenjena in Vatikan je doživljal vsake toliko časa notranji napad na to dejansko nekorektnost, nepoštenost, ki so se jo dovoljevali cerkveni oblastniki. Zadnji velik napad je bil pravzaprav napad protestantizma, kalvinizma in tako dalje. In iz teh napadov je izšlo načelo, da seveda mora biti država posvetna stvar, ne sme cerkev odločati o oblasti, menjavi in tako dalje, zasedanju oblasti v državi. Zraven tega pa ne bo, ali pa zato pa ne bo država posegala v cerkev, ki je svoja struktura. Tukaj se je oblikovalo neko pravilo ločenosti cerkve od države. Na nek način je mogoče v najbolj čisti obliki to izvedeno v Franciji, medtem ko v drugih državah malo manj. Ampak znotraj cerkve je tekel še en proces. Ta konflikt med rimokatolicizmom in med protestantizmom je bil mnogo večji in dolgotrajnejši, kot Slovenci mislimo, ker nam tu cerkev prikriva. Dejansko v Nemčiji je prišlo do tako močnega razvoja protestantizma, da sta si danes obe obliki krščanstva približno enako močni. In zato si bena ne more dovoliti prehudega pritiska na državo, ker seveda druga na to opozarja in tudi ne pritiska na državni proračun. Predvsem je pa protestantizem izoblikoval mnogo bolj moralno družbo kot rimokatolicizem. In zdaj, če pogledate stopnjo skorumpiranosti evropskih držav,
vidite, da ta od mediteranskega proti severu skorumpiranost naglo pada. Ampak presenetljivo je, da je ta skorumpiranost v družbah premosorazmerna z številom rimokatoličanov v teh družbah. Te družbe, ki jih imamo za neskorumpirane, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Belgija in tako dalje, so protestantske družbe. V njih je število protestantov od vseh vernikov 96, 92, 88 in tako dalje. Medtem ko v teh družbah, mediteranskih, Hrvaška, Slovenija, Italija, Španija, je pa seveda gre za čisto prevlado rimokatolištva in seveda zdaj tu število vernih ljudi sicer upada in je to zelo težko meriti. Mogoče še najbolj se da to meriti skozi dva podatka. Eden je tekoče obiskovanje verskih procedur, druge pa stopnja cerkvenih porok. Oba sta padla pod 40% v Sloveniji, medtem ko seveda cerkvena moč pa vse od osamosvojitve naprej narašča in tudi koruptivnost narašča. Mi imamo danes v Sloveniji, ker smo samostojni, višjo stopnjo koruptivnosti, kot smo imeli leta, rečemo, konc 7. desetletja prejšnjega stoletja. In to kaže na določene probleme. Na te probleme kaže tudi položaj žensk, ki je v Sloveniji, ki je mogoče malo boljši kot v nekaterih sosednjih državah, vendar pa seveda v tej politični strukturi je pa bistveno premajhen in lahko iščemo razloge na različnih koncih. Najtežje bi ga seveda našli pri ženskah samih, Mnogo prej bi ga našli v dominantnem vplivu rimokatoliške religije, v kateri je podoba ženske še zmeri popolnoma potisnjena nazaj. In dokler bo katoliška cerkev imela svojo moč na spovedi, na tem, da ne bo sprejela žensk v cerkvene poklice in tako dalje, da se duhovniki ne smejo poročati, dolgo časa je seveda reforma cerkve nemogoča in dolgo časa je končen vpliv cerkve v družbi ima lahko nekaj pozitivnih, ima pa tudi seveda ogromno negativnih posledic, po mojem mnenju. In tu bi bilo treba enkrat obnoviti razpravo o konkordatu, prvo. Drugo, seveda, polagoma cerkev umakniti z proračuna in jo prenesti na samofinanciranje ali na cerkven davek, kot ga ima Nemčija. Potem pridemo v glavnem na čisto in ljudje se pač odločimo za te obrede in jih financiramo ali ne. In se ne odločimo za nje. Jaz mislim, da to je na vse zadnje edino pošteno. Bravo. Ampak tega cerkvenega davka pa nobena od teh strank list ne omenja, ne? Ne, nobena. In boste predlagali? Ja, če bi jaz bil v politični stranki in dokler sem bil, sem ga tudi predlagal. Ta zgodba o cerkvenem davku ima še eno stvar, o katerem slovenska politika molči. Pozablja, da je na primer eden od pomembnih politikov slovenske samostojnosti in graditve samostojne države bil Pučnik. Jaz Pučnika sem poznal že prej na fakulteti 60. leta, ko je prišel iz prvega zapora, pa potem
je spadal v tisto druščino kot jaz, ko je prišel drugič iz zapora. Ko se je pa vrnil iz Nemčije, je pa imel vizijo, da bi morala Slovenija na nek način imeti tak odnos do religije, kot ga ima Nemčija. To se pravi, bolj razdeliti, bolj deliti cerkev od države, in ena od njegovih idej je bila tudi cerkveni davek. To je razlog, zakaj je, kljub temu, da je bil predsednik Desusa, moral, ni smel postati predsednik vlade, ko je Desus zmagal, ampak je postal predsednik vlade Peterle, ki je bil predsednik največje od strank Desusa. In seveda potem je bil pritisk tako velik, da je povzročil pri njemu težave, pritisk cerkvenih ali od cerkve odvisnih politikov je bil strahoten. Danes pravimo, izdalo ga je zdravje. Ne, izdali so ga sodelavci. Ni njemu zdravje preprečilo sodelovanje v politiki. Temveč to, njega so iz politike izrinili in potem je zdravje oslabelo. To je bilo evidentno. Jaz sem takrat z njim veliko govoril. Bila sva, on je vodil komisijo za privatizacijo in je takrat predlagal, vztrajal, da sem jaz član komisije. In sva se zelo veliko pogovarjala. In takrat ni rekel samo tistih slavnih besed, Jugoslavije ni več, tu je Slovenija, ne. Takrat je rekel nejavno, enkrat, ko sva sedela tam v eni sejni sobi po sestanku, sama je rekel, bodi, je rekel, previden, Vatikanu niči sleherno politiko, ali pa sleherno poštenost v politiki. In ta pritisk na njega ga je močno prizadel. In ko se je moral umakniti kot predsednik SDS-a, se ni umaknil zaradi zdravja, ampak se je zdravje umaknilo zato, ker so ga odstavili. In njegov, bi rekel, naslednik Janša, ki je prevzel SDS, je to zmago dobil s pomočjo dejansko takrat Vatikana. In je potem vse skozi plačeval te menice, ki jih je takrat izdal. Tako kot te menice plačuje Pahor za svoje volitve. To so pač v politiki dosti razvidne razmere, a ne. A ni Janša prav prevzel Desus od Pučnika in mogoče tudi Franceta Tomšiča, ki sta začela s tem? Ne. Janša je bil takrat relativno mlad, tista politika se je začela dogajati brez njega, on je bil potem heroiziran na tisti zgodbi tistih 4, ampak s tem še ni bil v politiki. Njega je potem so ga v politiko pripeljali, prvič zato, ker je ta podoba junaka koristila stranki, ampak je bil še zmeraj samo plakat stranke. Problem je bil, ko se je začelo iskati, ko je prišlo tudi do konflikta med krščanskimi demokrati in SDS-om. Tisti konflikt ni bil majhen, takrat je potem SNI celo izpadel v kasnejši fazi iz parlamenta in pol ga je prevzela Novakova. Takrat so pol začeli pa iskati za rešitev za SDS, ker je bil konflikt prehud. In takrat je bil žrtvovan Pučnik in pripeljan Janša. To je bil tisti znan kongres na v Litostroju zaradi spomina nazaj na začetek SDS-a, na ustanavljanje, ne. Jaz sem bil na tistem kongresu in takrat je bilo jasno, da
to, kar lahko nastane in ostane pod Janšovo diktaturo, to ni več demokratična stranka. In če bo na oblasti, to tudi ne bo demokratična družba. To je bilo že v prvem hipu jasno. Njega to ne zanima. On ima svoje neke vizije, svoje zamere, svoj revanšizem, svoj pogled na vso stvar. Vede so njegove sanje, da bi postal persona evropske igre, da so neuresničljive, da lahko samo z marginalci igra ta rok. To je pač tako. In zato tukaj toliko bolj trdo igra. Jasno je, da brez vatikanske pomoči on takrat ne bi postal šef SDS-a. In tako so tudi zacelili rano na obeh straneh, tega konflikta med SDS in krščanskimi NSI, kot se zdaj imenuje. Ja, to so težke igre slovenske politike. Zakaj se pa ne bi vi malo bolj aktiviral v politiki, ko imate tako dobre ideje? A vi sploh veste, koliko sem jaz star? Jaz bom vsak čas 80. Samo še v Ameriki lahko kandidiram za predsednika. V normalnih družbah je to čas, da ljudje dajo mir in pokoj in se posvetijo osebnim zadevam. Tako jaz to vidim. Tudi zdravje mi ne služi tako divje, da bi po 15 ur na dan delal. Pošten človek mora pa v politiki delati po 15 ur na dan, samo skorumpirani lahko delajo samo 5 ur. Se bi bil lahko tako siva eminenca, malo ste že siv? Siv že, eminenca pa ne. Tako da. Ne, jaz lahko največ naredim, da nekatere stvari poimenujem take, kot jaz mislim, da so. Zanj sem bil na sestanku slovenskih je bila diplomatov tam v Cankarju. Kako so sadili rožice, to je bilo neverjetno. Ampak sem se pol vprašal. Vsi so še nekako pomembni, od dr. Tirka in tako dalje. Mogoče pa prav. Ampak jaz nisem. Jaz sem trešil noter, ko, ne vem, krpano trgovino s porcelanom. Ko sem mi začel. Ampak se nisem nič razbolil. Največ, kar lahko naredim, je, da povem, da stvari pogosto niso take, kot izgledajo. Poglejte še drugo stran, za božjo voljo, ljudje, no. Ne more biti res, ne morejo nam Ukrajinci poročati, da so ubili 5000, 10 000, 15 000 Rusov. Oni imajo pa 300 žrtev. Ne morejo reči, da je ruska vojska sesula v Ukrajino, oni imajo pa zdaj po 15 dneh 1500 žrtev. Vse tiste stvari, ki so bile zbombardirane, jasno vnaprej, da so vedeli, da oni so se umaknili. Sploh ni šlo za to. Govorijo o tem, kako so ustavili kolono 64 kilometrov tankov. Lepo vas prosim. Če bi Rusija hotela okupirati na ta način, bi v 2 dneh. Ampak oni dejansko počnejo nekaj drugega, tudi čakajo. Ves čas vpije Zelenski, da Rusi se niso pripravljeni pogajati. A se je on pripravljen o čem pogajati? Ali hoče samo ustavitev pa nagnati Ruse ven, kar je smešno. Tam je problem začetka. A se je NATO pripravljen pogajati o nevtralnosti Ukrajine? To je vprašanje, ki ga moramo postaviti. NATO se je pripravljen v tej vojni boriti do zadnjega Ukrajinca. In ga nič ne stane. Plačala bo Evropa, trpeli bo pa Ukrajinci. Oni bojo pa konference delali.
To so realna dejstva. In tu je sploh največ. Jaz sem tako v celoti gledano nesprejemljiv za kjerokoli stranko, ker preveč stvari na gliho povem. In sem nesprejemljiv za politiko. Ampak sem pa sem in tja glas vesti v tej politiki, glas opozorila. In to tisto, kar lahko naredim in kar lahko konec koncev tudi sinteza naredi. Da opozori, da je v Tešu izginilo 400 milijonov, naj jih policija išče, kje so. Da zdaj le grozi, da bo tukaj izginilo toliko in toliko 10 milijonov. Naj policija išče. Ne, ampak tega ne bojo, te pravice ne bojo dobili. Ker se bojijo, da bojo tam v napačnih predalih najdel po nekaj milijonov. To so realni problemi. Ok, jaz mislim, da smo kar izčrpali malo teh vprašanj. Jaz vam želim še veliko zdravja, Ja, da boste čim dalj lahko opozarjali na nepravilnosti. Ampak, ker smo še pri volitvah zdajle in pri volitvah mora biti 40% žensk. ne. Po sedanji zakonodaji mora biti na kandidacijskih listah 35% žensk. V našem sistemu, v našem predlogu smo pa sistem drugače definirali. Po našem predlogu mora pa biti 40% tistega spola, ki je v manjšini. Ker lahko je tudi 60% ženska, ne pa 40 moških. Zakaj 40? Zato, ker nobena druga številka praktično ni matematično izpeljiva. Vi ne morete reči 50%, ker potem ne morete nobene lihe liste narediti. Tudi 45 se ne izide in največ, kar lahko rečete, je 40, ampak ne 40 žensk. Mora biti najmanj 40% žensk oziroma najmanj 40% moških. To je naš predlog. Ja. Ne? No, hotel sem to reči. Bi bilo mogoče fajn, da bi še ženska kaj vprašala. Komot? Pa še posebej taka, ki je bari iz kmečkega okolja, kjer ni toliko industrije. V bistvu vprašanja, ki jih ima ženska, ob vsem tem, kar ste povedali, postanejo popolnoma nepomembna. Ja. O vsem, kar tukaj smo se prej pogovarjali, recimo, zakaj je v Avstriji pralni stroj cenejši kot v Sloveniji. To je ob vsem, kar ste zdaj povedali, se mi zdi čista zadnja stvar. Ja, to je neke vrste deformacija ekonomskega sistema, dva razloga sta lahko. Prvi, da tovarna iz neznanih razlogov se odloča in daje na avstrijski trg, da bi ga obdržala, da bi promovirala, da bi povečala delež, daje ceneje, kot na naše trge, rečimo, kjer ima zagotovljen delež. To se včasih dogaja, še prej nazaj, ko so bile devize strašno pomembne, je država to forsirala, da je dobila devize, s katerimi je potem morala kupovati tisto, kar je manjkalo. Ne? To je en razlog. Jaz mislim, da je relativno šibak, ne izključujem pa možnosti, da obstoji. Drugi je mnogo bolj verjeten, tam je pa seveda bolj jezik. To pa je, da so trgovinske marže naših trgovin in tujih trgovin pri nas mnogo večje, kot so pa v Avstriji. To je pa izkoriščevalski razlog, da reče, Avstrijec mora imeti tako organizirano trgovino, da je med vhodno in izhodno ceno 2-3%, 5%, pri nas si pa lahko dovoli trgovina 15% maržo. Jaz teh marž konkretno za konkretne stvari ne poznam, tudi ne vem, ampak drugega smiselnega razloga za to razliko ne vidim. Ne? Pri nekaterih produktih so lahko drugi razlogi, recimo hitra dostopnost do
maloprodajnega mesta, naprimer za zelenjavo, agrume in podobne stvari. Pri zdravilih so mogoče druge stvari, tudi lekadol je cenejši, oziroma aspirina, ne, v Avstriji kot v Sloveniji. Tu so marže plus korupcija. Ne? Seveda, ko to sešteješ, ne, ti da višjo ceno. Hvala. Najlepša hvala za zelo izčrpen intervju.